Z ekipo sem se odzvala vabilu Skupnosti občin Slovenije, ki je srečanje namenila prijavam različnih projektov v programu Evropa za državljane. No, na srečanju je bilo prisotnih 52 občin, pa tudi društev, zavodov in podobnih institucij. Kar pa tiče koroških občin, naj povem, da sta občini članici Skupnosti občin Slovenije že dalj časa občina Ravne in občina Radlje ob Dravi, pri čemer je župan Radelj Alan Bokovnik član glavnega odbora Skupnosti občin, kar pomeni, da je neposredno udeležen pri glavnih odločitvah. No, zato tudi ne čudi, da sem župana Radlje ob Dravi, gospoda Alana Bokovnika, povabila pred mikrofon. Občina Radlje ob Dravi je že več let članica obeh združenj in Skupnosti občin Slovenije in pa Združenja občin Slovenije. Ugotavljamo članstvo v teh institucijah kot uspešno za lokalno skupnost, saj sta obe združeni reprezentativni združeni lokalnih skupnosti v slovenskem prostoru. To pa seveda pomeni veliko večjo možnost komunikacije z predvsem odločevalci na državnem nivoju. Kot reprezentativni predstavniki lokalne samouprave smo vabljeni torej na vse javne razprave, javne tribune in pa predstavljamo tudi lokalne interese v državnem svetu. Ocenjujem, da je poteza občine, da vstopi v združenje oziroma v skupnost občin pozitivna, saj so nekateri projekti, ki jih lahko peljemo skupaj in z pomočjo skupnosti občin lažje izvedljivi. Skupnost občin pravzaprav operira z podatki vseh 170 in nekaj članic občin, ki so članice tega združenja, torej skupnosti občin, in seveda to lahko tudi pomaga pri izmenjavi izkušenj, pri določenih projektih. Mi smo se že nekaj let zapovrstjo prijavljamo tudi na projekte Evropa za državljane, na katerih smo bili nekaj uspešni. Pri Evropa za državljane gre za to, da pravzaprav se vzpostavlja sodelovanje med lokalnimi skupnostmi širom cele Evrope in pa tudi tistih članicah, ki so pravzaprav v pristopanju in so sprejeli torej ta program kot enega od programov, ki se izvršuje tudi v njihovih državah. Tako smo zdaj pravzaprav kot prva članica oziroma zdaj že druga članica, ker je Hrvaška tudi postala polnopravna članica Evropske unije, z veliko potencijala razporejenega za bivše države, bivše republike, bivše skupne države, in vidimo v tem povezovanju z ostalimi državami na Balkanu tudi en potencijal, ki nas pravzaprav pelje v razvoj in napredek tudi naše družbe tukaj ali pa lokalne skupnosti. Mi iščemo predvsem lokalne skupnosti, ki imajo izjemno veliko izkušenj na področju turizma. Sami smo se poizkušamo v gradnji infrastrukture za turistični razvoj in moram reči, da smo v zadnjem obdobju bili uspešni na dveh razpisih, in sicer najprej smo imeli razpis za občino Čazma iz Hrvaške in potem razpis za občino Biograd na Moru tudi iz Hrvaške. Ta projekta sta rezultirala v podpisu listine o prijateljstvu ali pa pobratenju. Občine Radlje ob Dravi zanima, predvsem pa smo imeli priložnost deliti izkušnje z kraji, ki se ukvarjajo z turizmom, predvsem z Biogradom na Moru, in to so dragocene izkušnje, ki nam pomagajo pravzaprav pri teh začetkih razvoja turizma, kot se ga želimo iti v Radljah ob Dravi, predvsem pa zato, ker so nas k temu napeljali občanke in občani, kjer so razvoj turistične infrastrukture opredelili kot enega poglavitnih ciljev pri strategiji, ki je občina Radlje ob Dravi sprejela do leta 2025. Pred mikrofon sem povabila tudi eno od udeleženk srečanja, gospodično Mihaelo Zingerle, predsednico avstrijskega društva Styrian Summer Art. I like this meeting very much because there were many interested people in the EU projects, and I like such meetings because we can build some networks together. We meet together and we can talk together, and I meet people I would never know in my life and in my cultural life, and we can think about other projects and about
cross-border projects. No, morda se še spominjate nizozemske umetnice Cim, ki je lani poleti z društvom RAMAU in s koroškimi otroci ustvarjala medmrežno igro Connected. No, in tudi nanjo sem naletela na tem srečanju v Ljubljani, pa poglejmo, kaj je povedala ob tej priložnosti. Well, this project is never finished. The project what we did last year was the beginning of a project, and it was the first time I did a project, and it was a very nice chance for me last year to develop it, to see what is possible in 3 days with a group of children of this age. And it was also the first time that we really start to think about what should this game look like. How can we create a game which in which the children recognize themselves, which comes from their ideas, and it was an interesting process for me also to talk with them and to talk about what is a game, what makes a game a computer game.